Dragi moji, kako da hek delati z nami, kaj dam to? Jaz nič ne vidim. Ja nič, napišite v komentarjih, če je to v redu ali se moram nazaj na staro mesto premakati. Kam pa dam to? Čau Eleni moji, kako ste Elenka tukaj? Ta video omogoča on. In sicer Brown, tako da hvala Brown. Brownov epilator Silk Epil 9. Jaz, ko slišam besedo epilator ali pa depilacija, se malo stresam zaradi tega, ker moj nivo bolečine oziroma prag bolečine je brutalno nizek, res sem slaba, kar se tega tiče, zato sem se ekstremno bala brazilskih. In ko sem vam na svojih Instagram storijih povedala, da sem s to zadevo pobrila vse, s tem mislim vse to, noge, pazduho, intimne predele. In ne, nisem tle zato, da rečem, da ne boli, ker to bi bilo malo pržmojzno, tako kot bi Roške rekel, skoraj nemogoče, ampak v 4 urah v prvem poskusu sem pobrila vse. Pobrila, podepilirala, ampak že to, da je znosno in da je vsakič neskončno lažje, je bolano, dobra novica zame. To je prvi epilator, ki ima to gibljivo glavo, kakor ima tale, pa 40 pincet, mikropincet, pa ima pa še tale nastav gor. Ta nastavk pa nekako tako fajn presvalka kožo, pa rahlo jo tako rahlo mikrošpika, da ful ne boli. Ja, imamo popust, popust je v Big Bangu, 15% popust, kar je za tole vrhunsko. Tako da je Brown pomišljaj Alenka brez presledkov, spodaj bo pa še link, da vas direkt tja pele. Gremo v video! Za ta video smo glasovali in vas čisto razumem, ker sem jaz videla ta video enkrat na YouTube in sem bila tako, jaz bi pa rada vedela, kako bo človeštvo izgledalo v prihodnosti. Nisem je sicer predstavil v glavi, kako delač v prihodnosti, ampak bomo šli danes tako, ful lepo po stopinjah, od čez, ne vem, 1000 let naprej do 20 000, do 60 000, do 100 000, nekaj tako bo to izgledalo. Diego! Tle imam eno mularijo zun, ker si pač pod okna hodijo, ker je cute, ko se klicati pod okna, ne prek telefona, ampak en očitno ime je Diego in pa drugi od spod hodijo in tako Diego! Diego! In to gre v nedogled. Sorry, če kdo od teh, ki me gleda, pa moj sosed sam pač, ta Diego mi že res odmeva. Saj opozorimo naprej, da bo veliko teh predikcij. Ok, prvo kot prvo, to so predikcije. Predikcije na nek način, kakor se lahko predstavljamo, razmišljamo, kaj točno se bo zgodilo z globalnim segrevanjem zemlje, ozračja, tanjšanjem ozona. Vse to nekako lahko napovemo približno, če tega ni 100% in zelo podobno velja za tole, mogoče še kvečem. Dosti manj verjetno, kaj točen in kako točen se v človeštvu razvil, ker to se ne spreminja samo glede tega, koliko smo napredni, ampak tudi tega, kakšna je kultura, kako razmišljamo, pri čemur se upremo, zakaj smo ful zagreti. To se toliko zelo spremeni, to je tako svoboden, subjektiven, da je res brez veze ful natančno. Ugibati imamo pa določene ideje in te vam nas predstavlja. Torej, gremo najprej na leto 2050 in beyond. To je ta bližja prihodnost, basically to čez 30 let, to je zelo malo. Prva stvar, ki bo res očitna in ni nič drastično posebenega, je pa zelo logično in sicer multirasna diverzija. Zelo bolj logično bo, da se bomo mi čisto popolnoma že pomešali med sabo, ampak ker so valjda vse te statistike niso na podlagi Slovenije nastale, ampak so nastale na podlagi Amerike, logično, ker to smo mi tukaj papki, tako da govorimo o povprečnem Američanu 2050, ni več približno bel, ampak bo pač totalno namiksan. Tudi opevana bo bolj lepota multirasizma, recimo zdaj si ne moramo lagati, da še vedno prevladujejo vitki, svetlopolti modeli. Takrat bo pa je nekak predikcija, da bo ful zaželeno in ful lepo čim bolj namešano in netipično. Torej, če boš imel nekaj, ker ta barva oči ne bo pasala s to barvo las, da bo zelene oči s temno poltjo in kodrastimi lasmi, ne vem, kitajski videz, kaj smem, azijski videz oči z svetlimi lasmi, recimo, take stvari, ki ne bojo pasale spet najbolj potem najbolj wow. Koliko sem obljubila? Čez 1000 let, kako bo izgledal človek čez 1000 let? Prva sprememba bo tista očitna, ki se dogaja že zadnjih 130 let, zaradi tega, ker leta 1880 je povprečen moški bil nižji danes od povprečne ženske, tako da počas rastemo tako centimeter za centimeter tekom desetletij in isto se bo zgodilo takrat, pač mečken višji bomo. Naslednja stvar, ki se bo začela dogajati, ker se dogaja že zdaj, je pa to, da bomo začeli biti združeni z robotiko, pač sliši se creepy, ampak nekako je logično, da bomo imeli enhancen oziroma izpopolnjen
sluh, vid in zdravje prek tehnologije, ki bo vgrajena v našem telesu. En primer so že zdaj slušni aparati, ki, ne vem, so sposobni sproducirati govor, če se ne motim, pa v bistvu so mini mobilna naprava v naših ušesih, tako da to pa potem ne bo več mišljeno za tiste, ki so samo na kakršenkoli način oslabljeni, ampak bojo vsi imeli pač izboljšan vid in iz tega vid sluh, ki ga lahko tudi predvidevamo in upamo, da ne bo samo to, da bo, ne vem, mogoče slep človek spregledal, ampak bo v smislu, da tisti, ki že itak normalno vidimo trenutno, bomo imeli potem to toliko izboljšano, da mogoče videli stvari, ki jih zdaj ne, ki so nam nevidne, pa zdaj ali bodo to bakterije, ker ne vem, če hočemo videti, ker pa imamo vsi žermofobi ratali, ali pa bojo to, ne vem, X-ray žarki ali pa infrardeči žarki ali kaj takega, mislim X-ray vision. Ker le govorimo o tem, koliko časa dejansko bo preteklo, se jasno dogajajo tudi razne mikrogenetske spremembe, to so tiste spremembe, ki se dogajajo, ko se naše telo preprosto navaja na novo okolje. Se pravi, tole, ki imam jaz, tole je še od tega, ki smo po drevesih baje plezali, tako da te stvari izginjajo, ne, in valjda bo tudi čez nekaj 100 pa 1000 pa 10.000 pa 100.000 let bojo itak spet spremembe. Že zdaj recimo dobra novica, ena študija na Oxfordu je pokazala, da so v Afriki, da je skupina že otrok, ki so okuženi z virusom HIV, ampak je nek vgrajen defense mehanizem, ki onemogoča to širjenje v bolezen AIDS, kar je super, ker pomeni, da nekako se te stvari že razvijajo in še naprej se bojo in marsikatero bolezen bomo na ta način izkoreninili. Pa ne samo to, prebrala sem tudi, da je opcija, da se zna obrniti proces staranja. Jaz tukaj ne upam ugibati, kaj točno bo to pomenilo, ampak ta je tako. Ena zanimiva ideja, o tem se zdaj že govori. Mislim, da je Elon Musk, ki zdaj ful spodbuja, da bi bilo potovanje na planete ali na Luno ali na Mars ali kam dostopno za vse. S tem, da bomo takrat že na Marsu, se pravi čez ne vem koliko let. Ampak fora je, da na Marsu je 30% samo te gravitacije, ki čutimo mi na Zemlji, kar pomeni, da se bojo vratence na ta način lepo v miru raztegnila, da bomo višji, tako par centimetrov, oziroma se bo kar poznala. Temu ne bi sledila nesmrtnost. Predstavljena je bila na ta način, kao da bo downloadanje naše podzavesti oziroma osebnosti na nek način v računalnike. To je v veliko filmih se zdaj dogaja. Je pa še ena stvar, ki jo že zdaj počnejo, in sicer sekajo miške, glave miškam in jih zamenjajo in s tem probajo ugotoviti, ali se jim spremeni tudi nekako podzavesten karakter ali ne. Bojo pa to sčasoma verjetno tudi probali na človeku. Zdaj bomo pa skočili na 20.000 let od zdaj naprej in hočem tudi reči, da od te točke naprej mogoče je vse manj ležit bolj ugibanje, ampak še zmeraj pa zanimivo to poslušati. In sicer naše oči naj bi imele rumenkast krogac in ta rumenkast krogac kot obroba okrog naših šarenic naj bi bil komunikacijski krog, torej prek njega naj bi imeli razne, tako kot Google Glasses of Future, ki že so, naj bi bilo to pa itak lepo vgrajeno v očeh. Druga stvar pa je, da naj bi bile naše glave mečkan večje in naše oči mečkan večje. Zakaj glave večje? Čelo naj bi se povečalo, ker se dokazano večja že od 14. stoletja, to pa zato, ker se večja za potrebe večjih možgan. Tlele sicer catch, ker jaz težko verjamem, da bomo mi v prihodnosti bolj pametni. Ste mogoče gledali film Idiocracy? Mene malo strah, da bomo šli mi v to smer. Čez 60.000 let, spet smo skočili, tako ful, 30.000 let, bojo glave še večje in oči še večje. Mene iskreno ta slika spominja malo na Milo Kunis. Je to rasizem? Ne, ni. Oči bojo večje zaradi tega, ker jasno ne bomo več živeli na Zemlji, ker ne bo zadovoljevala naših absurdnih potreb in bomo živeli na planetih, ki bojo toliko bolj oddaljeni od Sonca, pa toliko bolj v temi, da bomo pač rabili imeti boljši vid, oziroma večje oči pomenijo večje zenice pomenijo, mislim, da večjo sprejemanje svetlobe, tako kot leča od kamere, bolj odprt. Nam je zafilozofirala v glavnem večje oči, več svetlobe sprejmejo, ker bomo bolj slepi. Zato imajo, ne vem, če vam rekla. Koža bo imela več pigmenta, upam, da to prav povem, ker ne bomo na Zemlji in ne bo varovanja zemeljskega ozona in bo bolj nevarno, da nas pač sonce pogubi, tako da bo pač koža bolj navajena na to. Te spremembe velja, da ne bojo take nastale same od sebe, ampak mi bomo že sposobni toliko napredni, da bomo sami te genetske spremembe popolnoma delali take, kot jih potrebujemo za preživetje, kar se mi nekako sliši popolnoma logično, če že zdaj praktično to počnejo.
pa kloniranje, pa svašta, ampak tle pa treba pomisliti tudi, da na koncu bojo starši, preden bojo dobili otroka, bojo preprosto zbrali, kaj hočejo. Barvo kože, barvo oči, barvo zob. Zdaj, čez 60 000 let je tudi planirano, da naj bi imeli mini device, tako kot neke določene kosti naknadno, nek tle nad ušesi, sence varianta, ki naj bi ful izostrile že oči in ušesa, čeprav to imamo tako, glede na to, da sem to isto prebrala že kdaj, čez 1000 let, tako da we'll see, ne bomo videli, ker nas ne bo. Čez 100 000 let, padi to dej, bo pa, meni so ful creepy oči, ker v bistvu so vse samo še večje, jaz ne vem, zakaj imamo rabljali tako velike možgane, ne bomo videli, oči so še večje, tle smo že res smigali, sam da ni grd, ampak je lep. Pa imamo stranske veke, tako kot če ste gledali Men in Black, ujame unga vesoljca, ko na začetku filma ima tako. Čakajo nas tukaj tudi večje nosnice za naše potrebe lažjega dihanja v oteženih okoliščinah, še vedno bojo pač genetske spremembe popolnoma prilagojene in tudi oblika obraza in simetrija, kakršna bo zaželena, bo takrat obstajala. Mogoče je takrat itak že 15krat okrog obrnjena moda, kaj je lepo, mislim, kaj 15krat, milijonkrat. In bo mogoče takrat že lepo, da si malo popačen, kaj veš. To je čist predela, če je vas zanimivo gibati. Vse skupaj se sliši ful scary, če se strinjate z mano. Mislim, jaz čutim to, da se sliši scary, je pa tako, ali nas ne bo več in bomo gladko izumrli, ali bomo takrat že na novo začeli nastajati iz nekega planktona, ali pa pač se bomo prilagodili. Jaz sem kulturnik, jaz sem etnologinja, pa vem, da določene kulture in določenih običajev in jezika in vsega tega ne moramo ohranjati v nedogled. Nobena stvar ne ostane zavedno. Stvari se morajo spreminjati, ker so obvezne za obstoj in za napredek. In če ne bomo potovali na Mars in če ne bomo se zmešali med sabo, če ne bomo izgubili jezikov sčasoma, vem, da enim to pomeni ogromno ohranjanje, pa se strinjam, da do določene mere je to nekaj res lepega, ampak na eni točki se stvari spremenijo tako ali drugače. Še vedno pa mislim, da je narava tista, ki se odločila, kaj bo z nami naredila in mi imamo tle za burek. In če nas bo enkrat z meteoritem ubila, nas bo pač ubila in ups, upam, da vam je bil video zanimiv. Se vidimo naslednjič, jaz sem zdaj poslednjega. Alien Mama out, aj čau, mua!